skupnega spolnost in porod. Običajno jo ne povezujemo, čeprav imata skupno čisto vse. Otrok je spočet iz ljubezenskega odnosa med možem in ženo in v takšnih pogojih naj bi se tudi rodil. Torej v pogojih zasebnosti, varnosti, zaupanja, ljubezni. Zato, da se to zgodi, pa je potrebno hormonsko ravnovesje. In da bi zagotovili prave okoliščine, da bi se ta ljubezenski odnos med mater in otrokom lahko zgodil, ženska potrebuje podporno okolje. Ina May Gaskin, znana babica, pravi, da če kdo misli, da bi morala biti spolnost prepovedana, nima kaj početi v porodni sobi. Kajti pri porodu se močno izraža ženska čutnost. Isti hormoni, isti spolni organi in isti ljubezenski odnos. Verjetno se nam to zdi zelo pohujšljivo, ker si ne predstavljamo, da bi lahko stvari doživljali na enak način kot pri spolnih odnosih. Vendar gre na neki ravni za enako prepuščanje, za enako intenzivno doživljanje, zato da dopustim, da vsi ti občutki prehajajo skozi me. Zanimiva je zgodba Dule Debre Pascal Libonaro, ki je vodila tudi delavnico za porodne dule v Ljubljani in vodi usposabljanje za dule povsod po svetu pri organizaciji Donna International, ki je na svoji poti postala tudi avtorica filma. Ko se je usposabljala za snemalko, je na neki delavnici, ko so iskali naslove, zanimive naslove za filme, predlagala svoj naslov Porod, vsakdanji čudež. Se ni nihče pretirano odzval. Naslov je bil nekaj čisto preveč navadnega. Nato pa je prišla na idejo, da bi film poimenovala Orgazmični porod. Naslov je vzbudil neverjeten odziv in ga še vedno žanje povsod po svetu, kjer ga predvajajo. Govori pa o tem, da lahko ženska pri porodu res doživi nek svoj vrhunec v vseh smislih. Porod poganja hormon oksitocin, ki ga z drugo besedo imenujemo tudi hormon ljubezni. Torej sta mama in otrok ves čas poroda deležna sunkov ljubezni. Popadki so vrhunci, če si porod predstavljamo kot en graf, so te valovi oksitocina kot nekakšni vrhunci ljubezni. In nismo jih navajeni gledati tako. Mi porod vidimo predvsem kot bolečino, kot neznosno bolečino, kot nekaj, kar trpimo. Nismo navajeni iskati ugodja pri porodu ali pa si ga lajšati na naravne načine. Zato, da bi se lažje temu prepustile, temu intenzivnemu procesu, si lahko predstavljamo, da porod pregnete dojenčka v ljubezni. Vsakič, ko se okrog njega stisne maternica in se zoža prostor, ga mehko objamemo. To ni nekaj, kar bi ga bolelo. Lahko iščemo nova poimenovanja za popadke, ker popadke povezujemo izključno z bolečino, lahko pa so še marsikaj drugega. Vzgib ali val, torej karkoli nam pride na misel in nas navdihuje, da bi lažje sprejele to intenzivno dogajanje. Babice, ki podpirajo fiziološki porod, poročajo o tem, kako so ženske lepe, ko rojevajo. In nimajo odpora pred stikom s telesom, pred goloto, pa pred to prvinskostjo, ki preveva porodnico, ampak ji pomagajo, da se prepusti in ji tudi dovoljujejo čutnost. Vse to krepi žensko, lažje se prepusti in je tudi omogoča, da doživi porod na zelo lep način. Če pa tabuiziramo ta spolni vidik poroda, pa zatremo tiste sile v ženski, ki bi jo omogočale, da bi se lažje sprostila, da bi lažje
prenesla to intenzivnost, da bi prišla v stik s svojo najbolj prvobitno ženskostjo. In najslabše je, kadar žensko poškodujemo pri porodu. Če posegamo v porod na način, da ruši telesno integriteto matere. Običajno tega ne bi nikoli dovolili v normalnih okoliščinah, ampak pri porodu pa, zato ker so nas tako prepričali. Ina May Gaskin pravi, da če bi imeli moški takšne čudežne spolne organe, bi se z njimi zelo močno hvalili. Zakaj tudi ženske nismo ponosne na to, kako smo ustvarjene. V krščanstvu šele v zadnjem času na spolnost začenjamo gledati na drugačen način. Kot nekaj lepega in kot nekaj svetega. In da gre pri spolnosti predvsem za podarjanje. In če gledamo na porod z tega vidika, potem se ne bomo bali tega prepuščanja, tega podarjanja in te čudovite ženskosti, ki je položena v nas.